se je zgodil 1. Oktoberfest. V bistvu rečeno je bilo, da je to največji takšen dogodek v Sloveniji. Kako je sploh prišlo do te ideje? Zaradi Münchena smo pač malo posneli iz Nemčije, Avstrije, ta velike pivovarne, povabili v Slovenijo. Ker tudi ljudje grejo iz Slovenije v München, zakaj ne bi prišli do nas v Maribor. Zaradi tega smo pač naredili prireditev 11 dni, da se malo razveselijo, nazdravijo, da življenje ni več tako prosto, da se malo razvedrijo. Se malo sprostimo. Povejte mi, kakšen je pa program? Program smo priredili 11 dni, vsaki dan za živo glasbo z znanimi skupinami. 10 pivovarn iz Nemčije imamo, tako da je na zalogi različna piva, da lahko vse probajo in se odločijo, kjer je najboljše. Še vedno smo na prvem, kot smo že povedali, tradicionalnem Oktoberfestu v Mariboru, pa smo ujeli dve osebi, ki sta zelo nujno potrebni, da ta Oktoberfest uspe. Najprej, gospod naključno mimoidoči, me zanima, kaj vas je privabilo na Oktoberfest? Ja, reklama, jaz sem dosti reklame čul, pa sem prišel pogledat malo. Vidim, da še se ni odprlo, ampak vidim, da že kar nekaj ljudje prihajajo. Ampak dobro kaže, v bistvu? Dobro kaže, mislim, da bo dobro. V Mariboru rabimo nekaj takega. Ste mogoče kdaj obiskali Oktoberfest v Nemčiji? Že dosti krat, ja. Zadovoljni? Zadovoljni. Teda, če bo pol tega, kar je tam, je super? Ja, super, ja. Za Maribor je super, ja. Super, zdaj mi pa povejte nekaj, v Nemčiji recimo je postala klasika to, da natakarice nosijo tudi do 10 teh tako imenovanih superc. Se vam zdi, da recimo gospodična je sposobna tega? Gospodična je sposobna, ona je marsikaj še drugo sposobna, ne samo da 10 piv nesem. Na Štajerskem veselica brez korada in brandija skoraj ne uspe. Kaj je ključ do uspeha? Kaj vam vem, midva sva znana veseljaka in mislim, da je tukaj ključ do vsega. Rada pojeva take pesmi, ki jih ljudje tudi z nama pojejo in če je prijetno vzdušje, midva ga pa ponavadi narediva, ni nobenega problema za dobro veselico. Zdaj, če smo že pri ključu do uspeha, kaj je sploh ključ do uspeha? Privabiti Mariborčane na noge, na ples, na zabavo? Mariborčani so že sami po sebi izredni veseljaki, tako da niso obremenjeni z nobeno politiko, samo da je žurka in so takoj glavni. Kdo pa piše pesmi? Pesmi so zelo spevne, lahkotna besedila. Pesmi pišem jaz se s tem ukvarjam že leta in leta. Mislim, da imam za sabo že kar 1000 pesmi za razne slovenske izvajalce. Prav gotovo pa izredno rad pojem, pišem za Korado, ker on je tak pevc, da lih vsako bedarijo, ki si jo jaz mislim zapoje. Tako da tudi danes lahko pričakujemo bedarije? Predvsem to, ja. Predvsem to. Kakšna je vajna prognoza? Bo uspel Oktoberfest v Mariboru? Ja, ne vem, prognozirati je težko, prav gotovo je to en poskus. Vesel sem, da se je sploh našel nekdo, da malo premakne celo zadevo, ker kakor slišim, se tudi v Mariboru zelo malo stvari dogaja. Mi smo pokazali dobro voljo, potrudili se bomo, vse ostalo pa je odvisno od tega, koliko bo kdo začutil interesa, da pride sem, da se pozabava z nami, če ne drugega, da poizkusi vsa ta piva, ki so tukaj v bistvu pravzaprav nekaj novega v Sloveniji, pa če ne drugo ne primerjajo, a je naše Laško pa Union boljše od tega. Glede na to, da je Maribor dežela vina, kako sta vidva s tem? Imate rajši vino, pivo? Pa pravzaprav nama nihče ne verjame, ampak jaz ne pijem Korado, pa sploh ne pijem. Morda kdaj malo nazdraviva, drugače pa, kar se tega tiče, mislim, da sva midva že po naravi nora. Aha, ampak dehidracija je v bistvu resen problem. Ne, je problem, ampak se pa, bi rekel, človek ne uživa drugih stvari, tako da ti dehidracijo nafila. To pomeni? Kaj dobrega pojem. Ja, malo več olja, mogoče. Ja.